Lep pozdrav vsem prisotnim in vsem spremljajočim nas preko streama. Na današnjem panelu, zdajšnjem panelu, naslovljenem Ujemi me, če me moraš, bomo govorili o gospodarskem kriminalu. Oziroma specifično koncept današnjega panela je demistifikacija procesa pregona, zaznave in odkrivanja gospodarskega kriminala. Nekako v sklopu krovne rdeče niti diskurzivnega dogodka aktualna politična redakcije smo izhajali iz premisleka, da je gospodarski kriminal tip kriminalitete, ki po eni strani najbolj vpliva na neko javno mnenje o uspešnosti delovanja institucij države in po drugi strani je najbolj skrit in je tudi zaradi tega zahteva poleg specifičnih načinov pregona tudi veliko več pozornosti v določenih aspektih kot ostale oblike. In zdaj glede na to, da smo vzpostavili to korelacijo med uspešnostjo preganjanja kriminala in zaupanjem v državo ali v vlado ali v vladne institucije, lahko predstavim današnje sogovorce. Na moji levi je vrhovni državni tožilec gospod Jože Kozina. Zraven njega je vodja oddelka za poslovni in javni sektor v upravi kriminalistične policije GPU gospod Dragan Obolnar in gospa Damjana Slapar Burkert, vodja sektorja za preiskave na Finančni upravi Republike Slovenije. Hvala za udeležbo vsem in lep pozdrav. Zdaj za uvodni del bi prosil vsakega izmed gostov, da na kratko opiše svoj delokrog oziroma pristojnosti svoje institucije in s kakšnim delom se primarno ukvarja. Lahko začnemo z vami, gospa Damjana. Lepo pozdravljeni. V okviru Finančne uprave Republike Slovenije na splošno skrbimo za pobiranje obveznih dajatev. Moj delokrog pa se nanaša predvsem na finančne preiskave, ki jih ureja Zakon o finančni upravi. In v tem kontekstu mi opravljamo preiskavo, kolikor so zaznani sumi kršitev predpisov o obdavčenju in drugih predpisov v pristojnosti finančne uprave. Hvala. Gospod Obolnar. Ja, lepo pozdravljen tudi v mojem imenu. Jaz sem Dragan Obolnar, kot ste povedal, vodja oddelka za poslovni in javni sektor na upravi Krim policije. Policija se v sistemu obravnave kaznivih dejanj pojavlja predvsem takrat, ko so podani razlogi za sum konkretnih kaznivih dejanj. Pokrivamo področje gospodarske kriminalitete, na vseh temeljnih področjih dela, tako poslovne kriminalitete, kriminalitete javnega sektorja, finančne kriminalitete in korupcije. Tako da to je ta naš krog. Super, hvala. Gospod Kozina. Lep pozdrav tudi z moje strani. Prihajam iz Vrhovnega državnega tožilstva, ki spada v okvir celotnega državnega tožilstva kot državnega organa, ki se ukvarja s pregonom kaznivih dejanj in med njimi tudi gospodarskih kaznivih dejanj. In tako kot je povedal že moderator, žal je tako v percepciji ljudi, da smo postali zadnja leta ali pa zadnje desetletje izjemno občutljivi na posledice gospodarskega kriminala, po mojem tudi zato, ker se te posledice prej, ko slej, žal z veliko zamudo odražajo tudi na blaginji vseh ljudi in po tej strani tudi razumem skepso ali pa bom rekel tudi določen zadržek ljudi do uspešnosti pregona gospodarskega kriminala. Katere bi označili kot najbolj pogoste oblike gospodarskega kriminala v Sloveniji in kako se je ta specifika spreminjala od tranzicije dalje? Zdaj, če izhajam iz 90-ih let, potem bi prvo fazo označil kot fazo, ko je bil v ospredju predvsem poslovna goljufija oziroma goljufije, ki so bile povezane z plačilno nedisciplino. Iz tega se je potem razvila tudi inkriminacija poslovne goljufije. To je bilo takrat, bom rekel, prvi zagon te gospodarske kriminalitete in tudi prelivanje premoženja, danes bi rekel, na dosti nedolžen način, torej prosperirali so ljudje, ki so šli v posel, predvsem z namenom, da opeharijo poštene poslovne
subjekte, torej podjetnike in tako naprej. Drug tak zagon je bil, bo tudi povedala kolegica, ki prihaja iz davčne uprave, iz Fursa, je bil zatajitev DDV-ja, misik traderji in te verižne utaje. Tretje je bil potem, bom rekel, stran poti naše privatizacije, povezane s tako imenovanimi nezakonitimi praksami v zvezi z menedžerskimi prevzemi. Četrt tak tipičen je pa ta značilna, jaz se sicer izogibam tega izraza, bančna luknja, torej bančna kriminaliteta, in to so bile nekako te štiri ključne, najbolj izrazite stranpoti gospodarskega kriminala. Gospod Obolnar? Ja, se v celoti strinjam z mojim predhodnikom, seveda pa se je moralo tako policija kot organ odkrivanja in preiskovanja kot tožilstvo v vseh teh fazah v bistvu prilagajati tako z vidika taktike, metodike pripoznavanja teh kaznivih dejanj in seveda odzivanja na te nove oblike, nove pojavne oblike. Tako da to tako bilo. Ja, gospod Snapper, predam. Ja, jaz zelo težko govorim v nekem splošnem pregledu gospodarske kriminalitete, sploh glede na področje, ki ga pokrivamo, tako da drži to, kar je rekel moj predhodnik. Mi predvsem odkrivamo davčne zatajitve in res v nekem obdobju pa se ponovno pojavlja v bolj sofisticiranih oblikah, je bil DDV zelo v ospredju, kar se tiče goljufij. A pa obstaja neka specifika slovenske gospodarske kriminalitete, recimo v primerjavi z tovrstno kriminaliteto v drugih zahodnih državah oziroma članicah Evropske unije? Glejte, specifika je toliko v tem, da smo nekako v 90-ih letih pravzaprav spremenili družbeni sistem. Ta je najbolj vplival na, bom rekel, na te modalitete gospodarskih kaznivih dejanj, vendar pa niso bila specifična v tem, da bi bila enkratna, edinstvena samo za Slovenijo, ampak so pač prihajala mogoče še bolj v vulgarnih oblikah, kot so se pojavila v svojih tradicionalnih okoljih iz Amerike, iz Zahodne Evrope, pa tudi potem iz Rusije. Torej, da tukaj ne moremo govoriti. Specifika je bila mogoče ravno pri menedžerskih prevzemih, kjer, bom pa zdaj tako rekel naravnost, so se pač spregli bančna, korporacijska pa oblastvena elita z enim samim namenom, torej da se izbrani ljudje prevzamejo, bom rekel, blue chipe, tiste ključne gospodarske družbe, ki so največ obetali ali pa ki so bile najbolj prepoznavne, in tam pa je bila na nek način specifika. Gre zaradi tega, ker so se vse te tri elite, vse te tri veje združile v ta skupen cilj, zato ker so imele tudi na koncu, ali pa so si vsaj nadejale koristi vsaka na svojem področju. Torej, če bodo naši ljudje prevzeli določene najbolj mogočne gospodarske družbe, bomo imeli koristi tudi bančni sektor in seveda korist oblast, ker se bo imela nek vir napajanja, ki točno vemo, da oblast seveda tudi denar potrebuje za svojo, bom rekel, promocijo in pa za to, da kaže, da je uspešna. Torej, jaz mislim, da je to najhujša kombinacija, kadar se te tri, bom rekel, podsistemi združijo, kajti potem je to izjemno težko prepoznati. In jaz lahko iz svojih izkušenj povem, samo 10 let nazaj, ko sem, bom rekel, pa tukaj pa jaz osebno pokazal na to s prstom, da je treba te nezakonite prakse pri izvajanju menedžerskih prevzemov tudi kazensko pregledati, preiskati in tudi, če bo treba preganjati, mi pravzaprav takrat ni nihče verjel. Torej, vse je izgledalo pač v najslabšem primeru kot neka kolateralna škoda tega lastninskega preoblikovanja, da to pač tako mora biti, lastniki morajo postati, ne bodo domači. To, kar se je kazalo kot neke ekscesne primeri, pa so rekli, da je to pač del sistema in da se temu ne da izogniti. Lahko bi mogoče samo dodal, kar se tiče z vidika policije, da splošna kriminaliteta in splošna gospodarska kriminaliteta je seveda značilna po vseh državah, tako Evropske unije kot sveta, seveda pa te specifike
se skozi obdobja spreminjajo, tako kot je bilo že na začetku omenjeno strani gospoda Kozine, iz samih poslovnih goljufij, ki so nekako ob tržnem gospodarstvu, torej ob ustanavljanju večjega števila gospodarskih subjektov na trgu pač povzročale tudi določene anomalije, tudi v smislu kaznivih dejanj, pa je dejansko tudi z našega vidika je največjih preboj bil ravno ta preboj s temi prevzemi in tudi tako število kaznivih dejanj kot gospodarska škoda nekako je najbolj eskalirala po nekako zaznavanju in odkrivanju teh primerov, če rečemo v zadnjih cirka dobrih 10 in še nekaj let. Če bi lahko direktno podal vprašanje na to, kako bi potem okarakterizirali specifično izbiro modela privatizacije pač na začetku tranzicije, ali je imela vpliv, mislim, je sama izbira modela imela vpliv na možnost takšnih malverzacij? Zdaj, za nazaj je lahko biti tudi pameten pa dajati neke pavšalne ocene. Jaz bi tako rekel, če živimo v nekem svetu, kjer poštenje ni vrednota ali pa kjer so vrednote uspeti, imeti, potem ni noben sistem zaščiten, nima noben sistem ustreznih varoval, ki bi zaščitil pač ta prenos zdaj lastninske pravice pri nas je bilo to iz družbene v privatno sfero, torej ga ni sistema, če sem navezan na tisto, kar sem prej rekel, če se vsi ti podsistemi združijo, potem ni varovalke, ki bi obvarovala to, bom rekel, izjemno kritičen trenutek prenosa premoženja. Tudi danes se seveda pojavljajo, vidimo tudi potem ta tretja stopnja tranzicije, torej ko se ponovno neki deleži, ki so še, pa neka premoženje, ki je še v lasti države, kadarkoli se poskuša zdaj to prodati, vemo, kaj se takoj dogaja. Že v osnovi, v izhodišču se pojavijo neke transakcije, neki posamezniki, ki poskušajo to izkoristiti, zato da pridejo do poceni premoženja in tako naprej. In govorimo potem o korupcijskem kriminalu in tako naprej. Torej, jaz po 20 letih ukvarjanja z gospodarskim kriminalom bi lahko zdaj mirno rekel, da jaz se počasi od posledic zavestno obračam na vzroke, ker sem prepričan, da je treba začeti govoriti o vzrokih, ki generirajo, sprožajo ta pohlep in potem kot eno izmed variant zadovoljite tega pohlepa tudi gospodarski kriminal. In dokler se mi ves čas ukvarjamo se na tem, kako bomo uspešni, mi lahko rečemo generalno z mano na čelu, da pri zatiranju gospodarskega kriminala na dolgi rok nismo uspešni. To se je treba priznati. Zakaj? Zato, ker imamo izjemno omejene resurse tistih, ki so se danes, recimo zdaj z vidika državnih tožilcev, pripravljeni z najtežjimi in najbolj sofisticiranimi oblikami gospodarskega kriminala sploh ukvarjati in bom rekel, denar je že dolgo na povsem drugi strani, se pravi pri izvajalcih, pri tistih, ki potem ta storilce branijo, podpirajo in tisto, kar je tipično za gospodarski kriminal, sem to že večkrat poudaril, bom še enkrat, tam nimaš problema, tako kot imaš pri klasičnem kriminalu, ko nekdo reče, jaz tega nisem naredil. Tukaj noben ne reče, jaz te pogodbe nisem podpisal ali pa te transakcije nisem sprožil, ampak oprostite, gospod državni tožilec, vi si kar nekaj izmišljujete, to ni kaznivo. To je ključno. Ključno je prepoznavanje nekega posla, transakcija, pa neke sistemske anomalije kot gospodarski kriminal. Kajti vse silnice na drugi strani gredo v to, da prepričajo vsega in javnost in medije in nazadnje tudi sodnike, da to ni kaznivo dejanje, ampak da je to kvečjemu neka transakcija, ki pač spada pod okrilje proste podjetniške presoje, kjer so tudi tvegani posli in se jih ne da vnaprej napovedati. Kakšni pa so zabeleženi trendi v zadnjih, recimo, 5 letih? Nekako vsaj, kar sem jaz javno dostopnih informacij, pač ali iz policijske statistike ali pa to dostopal, je se nekje tam pri 2013-2014 pač konča, vsaj v mojem informiranju. Kakšen bi bil recimo trend zadnjih 5 let in recimo kaj bi rekli, da nam ga vpliva na povečanje katerih dejanj?
Kot sem že v uvodu omenil, dejansko so te trendi izvrševanja določenih oblik gospodarske kriminalitete poznali tudi na tako imenovani policijski statistiki. Lahko omenim, da je policija od leta 2010 obravnavala preko 110-112 tisoč gospodarskih kaznivih dejanj, kjer je materialna škoda znašala skoraj 4 milijarde evrov. V letu 2018 je bilo obravnavanih preko 8 tisoč gospodarskih kaznivih dejanj z materialno škodo okoli pol milijarde evra. Zagotovo je preboj tako v materialni škodi kot v številu obravnavanih kaznivih dejanj bilo to prelomno obdobje teh tako imenovanih prevzemov in iz teh zadev ven je nekako bilo tudi skozi vse naše ugotovitve nekako zaznano tudi več drugih kaznivih dejanj, ne zgolj zlorab položajev, iz tega ven so ekspandirala tudi vsa druga kazniva dejanja, tako poslovne goljufije, davčne zatajitve, razne oblike ponarejanj poslovnih listin, stečajna kriminaliteta. In če vprašate zadnjih 5 let, dejansko je ta dinamika zaznana, tako število se sicer statistično zmanjšuje, najbolj pereča je bila zagotovo, kot je že gospod Kozina omenil, bančna kriminaliteta, to pomeni določena področja javnega naročanja, stečajna kriminaliteta, in tudi te oblike so se skozi čas spreminjale, kar se pa odraža delno tudi v dinamiki števila zaznanih obravnavanih kaznivih dejanj. Materialna škoda pa seveda je tudi odvisna od posameznih, tudi zelo velikih primerov, ki so bili v zadnjem obdobju obravnavani, pa tudi zelo javno odmevni. Ja, glede trendov, v bistvu bi zelo težko, ko sem pogledala našo statistiko v zvezi s kazenskimi ovadbami in naznanili, ki jih podajamo, v bistvu bi zelo težko rekla, da kaj opada na področju, rečemo, nedavčne zatajitve, niti ponareditve listin, v bistvu je trend naraščanja. Je pa res, da se je v tem času in zakonodaja glede davčne zatajitve spremenila v smislu objektivnega praga kaznivosti. Res je tudi, da mi zelo veliko vlagamo v izobraževanje inšpektorjev, da zaznajo v bistvu kazniva dejanja, tako da jaz mislim, da trend v bistvu nikakor ne popušča. Če se pa vrnem nazaj glede, bi pa lahko to dodala, ker ni neposredno vpliv, da gre za kaznivo dejanje, kaže pa, kdaj je prišlo največ do bogatenja. Mi imamo en poseben postopek ugotavljanja premoženja in glede na te statistike bi rekla v bistvu, da je bil trend tam od leta 2000-2011. V bistvu tudi, če primerjam Zopnik, ki je bil zdaj pač Ustavno sodišče se glede njega izreklo, če predstavimo to po letu 2011, se ta premoženjska korist v nižjih zneskih ugotavlja. Se pravi, da je bil v bistvu Rukar najbrž že tudi prej, no, kar se tiče. Jasno pa je, da so bila ta v bistvu premoženje vedno povezan z nekimi kaznivimi dejanji, če ne s klasične kriminalitete, veliko tudi gospodarske. Bi vas lahko prosil še za obrazložitev, ko ste omenili nedavne zakonske spremembe glede praga? Ja, včasih je bilo v bistvu vezan objektivni prag kaznivosti 50 tisoč na določeno obračunsko obdobje. To je bilo lahko pri določenih davkih samo en mesec, ne? In potem se je skazalo, naprimer, da je rečemo, nek gospodarski subjekt konstantno kršil davčno zakonodajo in ni plačeval davka do 49 tisoč evrov, se pravi mesec januar, februar, marc, april in nikoli ni zapadel pod kazensko odgovornost. In to je zdaj spremenjeno, ne, da se kumulira to. Kako je pa z demografsko razporeditvijo zabeleženih primerov? V bistvu po eni strani tako znotraj regijsko, kot pač kakšen delež je primerov, v katere so vpleteni subjekti iz drugih držav članic EU? Mogoče bi samo z vidika policije omenil, da zagotovo so zgostitve teh gospodarskih kaznivih dejanj kot celote nekako najbolj zaznane v teh najbolj urbanih območjih, osrednjeslovenska regija, kjer je nekako center te gospodarske moči, in to je zaznati tudi po ostalih delih države, vedno v teh večjih območjih. Govorimo številčno, seveda pa zadeva tudi, kar se tiče mednarodnih povezav, vedno bolj zaznana, to pomeni ni več meja, kar seveda spretno izkoriščajo tudi storilci kaznivih dejanj.
Za nas pa to pomeni dodaten izziv za pridobivanje podatkov, izmenjavo podatkov in seveda sledenja tudi premoženjske, to pomeni te protipravne premoženjske koristi, ker nihče po zakonu ne sme zadržati premoženjske koristi pridobljene s kaznivim dejanjem. Kako pa glede same pristojnosti, oziroma bom še eno podvprašanje dal, ker me zanima, kako recimo pa na same beleženje oziroma katere primere se spremlja in tudi kaj zabeleži potem policijske statistike, na to vpliva tudi neke interne dinamike v smislu prioritet, ki jih vodstvo institucije postavi. Pa verjetno je tako za vse institucije, oziroma kako poteka ta dinamika interna in kako to se potem pozna na vplivanju na. Tako kot je bilo že omenjeno, sprememba kazenske zakonodaje je zagotovo eden od elementov, ki lahko vplivajo tudi na število obravnavanih kaznivih dejanj, tako kot je bilo omenjeno pri davčni zatajitvi. Treba se zavedati, da je bilo do 2012. leta cenzus inkriminirane, to pomeni, ko je bilo kaznivo dejanje izvršeno, 5.000 evrov utajenega davka. Za spremembo tega cenzusa na 50.000 evrov se je število kaznivih dejanj sicer zmanjšalo, kar pa ne pomeni, da se je zmanjšala problematika. Torej, ta dinamika ni vezana zgolj na učinkovitost organov odkrivanja in pregona, pa na zakonske podlage. Ko ste omenili za to tako imenovano notranjo dinamiko, bi izpostavil, da je gospodarska kriminaliteta ena od temeljnih prioritet dela policije že vrsto let. Znotraj tega pa seveda stremimo k temu, da posvečamo še posebno pozornost področjem, ki so izpostavljena, pomembna. Torej v zadnjem obdobju so eno od temeljnih prioritet dela na področju gospodarske kriminalitete varovanje finančnih interesov Republike Slovenije in Evropske unije, kamor sodijo tako davčne utaje, evropska sredstva, javna sredstva, torej javna naročanja. Potem najhujše oblike teh gospodarskih kaznivih dejanj, s katerimi je dosežena največja materialna škoda oziroma največja protipravno pridobljena premoženjska korist. Izredno pomembna je prioriteta tudi na področju pranja denarja in izvajanja finančnih preiskav, tako po zakonu o kazenskem postopku kot po zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora. In seveda eno od zadnjih teh prioritet je področje korupcije, predvsem na vseh področjih, tveganih področjih, kot so v zadnjih obdobjih bančništvo, zdravstvo, javno naročanje, šport, promet in tako naprej. Skratka, to so te temeljne prioritete dela policije na področju gospodarske kriminalitete. No, ampak vseeno delujete z omejenimi jasno, kot vsaka institucija z omejenimi kadrovskimi resursi in tako naprej. Kaj potem je faktor pri odločanju, da se neko preiskavo prioritizira na drugo, recimo? Zagotovo je treba prilagoditi, intenziteto aktivnosti v predkazenskem postopku posamičnemu primeru. In seveda obravnavati moramo vse, torej vsa kazniva dejanja in tudi gospodarska kazniva dejanja in z resursi, ki so nam na voljo, ob intenzivnem sodelovanju s vsemi nadzornimi organi in inštitucijami in seveda pod usmerjanjem pristojnega državnega tožilstva, ker tožilstvo je edino tisto, ki lahko usmerja ukrepe oziroma aktivnosti v predkazenskem postopku. Torej v dinamiki tega dela, seveda se potem prioritete določijo glede na primere in seveda potrebe po izvajanju tako imenovanih prvih nujnih ukrepov, kot so morebitni priporno pridržanje razlogi, hišne preiskave, torej nujne aktivnosti v predkazenskem postopku. Super, hvala. Pristojnosti FURS in policije se razlikujejo tudi glede na specifična kazniva dejanja. Zanima me to, kje se prične čigava pristojnost glede na specifično pojavno obliko, kaj je ta neka generalna ločnica in kako si potem tudi po tem principu delite delo. Bi mogoče samo za uvod povedal, seveda policija je organ odkrivanja in preiskovanja, torej ni organ inšpiciranja in nadziranja in bistveno razliko, ki bi nekako rad povedal, je predvsem ta, da v bistvu nadzorna vloga, torej vloga inšpiciranja, tudi prekrškovna vloga je na strani nadzornih inštitucij. Ko pa so podani razlogi za sum, to pomeni, ko lahko govorimo o nekem konkretnem kaznivem dejanju iz kazenskega zakonika, takrat pa se pojavi vloga in pooblastila po zakonu o kazenskem postopku, ki jih izvaja policija, seveda vse z namenom, da se zavarujejo dokazi, izberejo obvestila in odkrije storilca. To je ta neka ključna
našega vidika. Ja, pri nas upravljamo pač nadzor nad pravilnostjo obračunavanja in plačevanja obveznih dajatev in v okviru tega v bistvu je različna področja. No. Naprimer na področju empty utaje, to je te verižne utaje, tukaj je v bistvu zelo malo lahko zaznamo neke sume, podamo pač naznanilo, obvestilo policiji, kazensko vadbo, kakorkoli že to imenujemo in v bistvu lahko zelo hitro začnemo sodelovati. Medtem, ko druga mogoče področja davčnih zatajitev, v bistvu mi v celoti speljemo nek postopek do obdavčitve in potem podamo neko naznanilo, kazensko ovadbo in potem, ko pač policija začne obravnavati to kaznivo dejanje, se spet obrnejo na nas. To je neka dinamika, ne? Odvisen je pa potem še so možnosti sodelovanja v specializiranih preiskovalnih skupinah in še razne druge oblike sodelovanja pri ugotavljanju premoženja, tako da teh oblik sodelovanja je kar nekaj. In tudi dinamika v bistvu je odvisna od vrste. Kako je pa z prenosom informacij? Oziroma, zdaj predpostavljam, da v FURS-u imate bolj kot ne pregled nad vsemi transakcijami, tako ali verjetno pač sicer večinoma anonimno, ampak kako se uredi ta, recimo, neko informacijsko nesorazmerje med, ko pride do pač finančnih transakcij med FURS-om in policijo? V smislu tega pač, a je to samo vprašanje naloga za preiskavo, ki ga mora policija vam dati, oziroma kako se, ja. Ja, v bistvu mi nad transakcijami izvajamo nadzor v primeru, da je izdan v bistvu nalog, v konkretnem primeru v okviru mojega delovnega področja, nalog za preiskavo, ki je nek interni akt in na podlagi tega v bistvu lahko izvajaš nadzor nad transakcijami nekega poslovnega subjekta. Ampak v bistvu, ko je podan sum kaznivih dejanj, takrat policijo mi vključimo. Mi v bistvu nimamo nekega direktne povezave, zdaj pa neke transakcije so sumljive, pa kar pošljemo policiji. Ne funkcionira to na nek tak način. Pač morajo biti neki sumi kaznivih dejanj, ker mi veliko lažje pridemo v bistvu do teh podatkov transakcijskih računov. Če ne, v bistvu ne bi bila potreba, kar bo kolega več povedal, po kakšnih drugih ukrepih oziroma pridobitvi odredb in to, da lahko pogledajo v bančne transakcijske račune zavezancev v našem konkretnem primeru. Ja, na splošno pri preiskovanju kaznivih dejanj je policija nekako odvisna v večji meri od prijav konkretnih oškodovancev ali prijav konkretnih, torej v zvezi konkretnih ugotovitev nadzornih organov inštitucij, med temi pač daleč najpogostejše ugotovitve seveda s Finančne uprave Republike Slovenije. Lahko policija zazna ta kazniva dejanja pri preiskovanju drugih kaznivih dejanj, tako imenovano lastna dejavnost, to pomeni, ko ugotovimo neka nove, obstoj nekih novih kaznivih dejanj, novih znakov, in se tukaj nadgrajuje, seveda lahko na podlagi zahteve pristojnega državnega tožilstva, ki usmerja predkazenski postopek. Je pa bistvena razlika seveda v tem, da veljajo za preiskovanje kaznivih dejanj pravila po Zakonu o kazenskem postopku in je seveda ta podlaga tista razlika, ki nas loči od tega, kar ste vi omenili, torej nadzor nad prometom na računih ima seveda Finančna uprava v okviru svojih pooblastil, policija pa pri preiskovanju kaznivih dejanj potrebuje odredbo sodišča za to, da vpogleda v promet na nekem transakcijskem računu. In seveda ne kadarkoli in kjerkoli, temveč pod točno določenim pravnim standardom, rečemo utemeljenje verjetnosti in razlogov za sum, da je neka oseba vpletena v neko kaznivo dejanje in da bomo na tem mestu seveda lahko tudi utemeljevali neke ugotovitve povezane z izvršitvijo kaznivega dejanja. In to je potem bistvena razlika, torej ugotovitve Finančne uprave moramo nadgrajevati po pravilih Zakona o kazenskem postopku v seveda sozvočju, soglasju, dogovoru in pod usmerjanjem pristojnega državnega tožilstva. Kot je bilo že omenjeno, v primerih obsežnejših, večjih primerov, zahtevnejših oblik mednarodnih povezav, ker kot sem omenil, davčna utaja je ena izmed 84 kaznivih dejanj, ki jih v policiji štejemo pod gospodarska kazniva dejanja, in teh 84 kaznivih dejanj sodi v kar 10 poglavij kazenskega zakonika, kot smo že v pripravi govorili. Pri davčni utaji je gotovo specifika, da določenih podatkov lahko pride zgolj in samo Finančna uprava Republike Slovenije
in je tudi specifika preiskovanja, da moramo večino teh aktivnosti iz nadzorne funkcije organa FURS-a obnoviti oziroma nekako sprocesirati tudi po zakonu o kazenskem postopku. Specializirane preiskovalne skupine so eno teh oblik, izredno dinamične, običajno vključuje tiste organe, ki lahko nekako doprinesejo v neki aktivni obravnavi, seveda pa je odreditev specializirano preiskovalno skupino pristojni tožilec, bodisi na predlog policije, po lastni iniciativi ali po predlogu pristojnega državnega organa. Tudi bi rad še poudaril, da v okviru mednarodnega sodelovanja pa obstaja tudi možnost tako imenovanih skupnih preiskovalnih skupin, tako imenovani JIT, in moram reči, da smo tudi v Sloveniji udeleženi v takšnih skupinah, to so pa pogodbe med državami članicami, ki imajo pač skupen interes za pregon določenih konkretnih dejanj, in seveda tudi vse to nekako pripomore k učinkovitejšemu delu teh organov, seveda sodelujočih nadzora, odkrivanja, preiskovanja in seveda tožilstva. No, zdaj ste bili v bistvu še dali za drugo naslednje podvprašanje. Kako pa v praksi potem izgleda sodelovanje z tujimi institucijami oziroma institucijami tujih držav, ko pride do potrebe do tega? Policija izmenjuje podatke tako v okviru mednarodnega policijskega sodelovanja, zdaj najbolj nazorno bom to povedal, če omenim institucijo Interpol, mednarodno policijsko organizacijo, potem Europol kot Evropsko policijsko organizacijo. Seveda pa glede na intenziteto tega sodelovanja, torej za splošno zbiranje obvestil in preverjanje sta ta dva kanala izredno hitra, uspešna, učinkovita, medtem pa, ko je potrebno za določene potrebe, torej pravil v predkazenskem postopku, kot so zaslišanja, hišne preiskave in vse ostalo, pa izvajati to sodelovanje preko pravosodnega sodelovanja in teh novih oblik sodelovanja tako znotraj držav članice EU, torej na pravnih podlagah, ki veljajo za Evropo ali širše na okviru mednarodnega pravosodnega sodelovanja. Omenil bi seveda tudi zelo dobro sodelovanje, kadar so zadeve usklajujejo znotraj Eurojusta, preko tožilskega dela, predvsem ko so te preiskave mednarodno povezane, in to zagotovo nekako pospeši in zboljša učinkovitost na delovanje. Ko pride do samega vprašanja detekcije, kaj so neki poglavitni faktorji? To je večinoma prijava oškodovanca samega oziroma ali je to spada pod dejavnost inšpekcijskih služb? Kaj so poglavitni prihodi osnovnih informacij o neki sporni dejavnosti? Tukaj bi lahko samo toliko dodal, da je zelo odvisno od področja, torej kjer imajo nadzorni organi svoje funkcije v bistvu, kot na primeru davčnih zatajitev je zagotovo inerc teh prijav praktično ves iz področja pristojnega nadzornega organa, to pomeni finančne uprave. Za razliko na primer od goljufij in poslovnih goljufij so to praviloma oškodovane pravne ali fizične osebe. Seveda je zelo treba omeniti pomen tega nadzora, torej vsekakor ni za pričakovati, da bojo samo torej od države postavljene nadzorne inštitucije in državni organi. Policija pa tožilstvo lahko odkrila in pokrila vse te nepravilnosti, kot je že gospod Kozina omenil. Pomembno je poudariti tudi vlogo teh nadzornih mehanizmov znotraj gospodarskih subjektov, in tudi ti so tisti, v kateri bi pač bilo za pričakovati, da v primeru anomalij odreagirajo v pravem trenutku, ker potem samo analiziranje preteklih dogodkov zagotovo vzame veliko časa, energije in seveda teh pravnih dilem se običajno pri gospodarskih kaznivih dejanjih skozi cel postopek nabere zelo veliko. Ja, dobro, ena izmed specifik gospodarskega kriminala, zdaj govorimo o tistih, ki ljudi pravzaprav najbolj prizadene, kot sem rekel, na dolgi rok z nekim zapoznelim učinkom, je ta, da oškodovanec se nikoli ne počuti takoj oškodovanega. Torej, če govorimo zdaj o bančnem kriminalu, potem lahko zdaj mirno rečem, da bančni kriminal ni bil zaznan vse, dokler se ni sesulo, dokler se banke niso sesule in jih je bilo treba dokapitalizirati. Oziroma je nastopila dilema, ali bomo poslali v stečaj ali bomo dokapitalizirali.
Do takrat tega ni nobenega državljana ni nič bolelo, dokler so se enormni krediti tam leta 2006-2009 obračali in dokler je borza cvetela, so se upravljali prevzemi s tem izposojenim denarjem, slabo zavarovanim in danes lahko za nazaj seveda z gotovostjo trdimo, da ključne nadzorne institucije so popolnoma zatajile. Zdaj, zakaj so zatajile? Konec koncev ni vprašanje, ki bi si ga jaz tukaj moral zastavljati. Jaz vem, da smo tožilci zdaj v položaju, ko moramo ta pregon opraviti tako, kot je potrebno. Ampak, če pogledamo nazaj, 2007 je Ljubljanska borza dobesedno pregorela, ker smo imeli evropski rekord po rasti tečaja delnic in vsi so takrat ploskali. Borzi in akterjem tega pregorevanja in tisti, ki so izvajali te menedžerske prevzeme, so takrat tudi nekateri posamezniki so tudi predavali, kako se to dela in ljudje so jim ploskali. Najhujše je bilo to, da je tudi širša javnost to pač, bom rekel, akceptirala kot neke izjemno sposobne ljudi, čeprav je vse baziralo na bančnih kreditih. In takrat se jaz spomnim, da je bilo splošno prevladujoče mnenje o teh ljudeh, lej, kako so se znajdli. Marsikdo je rekel, zdaj če poenostavim, recimo je nekdo rekel drugemu poslušaj, kako se je on znajdel sosed, zakaj se pa ti ne, ali pa tako naprej. Hočem reči, delovala tudi ta slovenska zavist, ampak nihče pa ni bil takrat tako uvideven, da bi rekel, lejte, poslušajte, pa saj cesar enak, to se vse dela na nek odložen način z nekim tujim denarjem in tako naprej in tako naprej. Šele ko se je vse skupaj sesulo, zdaj jaz pravim, tudi če bi bila finančna kriza globalna, če jo ne bi bilo, bi se pa sesulo nekako pozneje, ker to se je moglo sesuti, ker je vse baziralo na napihovanju delnic, kupovanju delnic, ki seveda niso imeli nikoli realnega stika z nekim realnim poslovanjem. Denar se ni vlagal v realni sektor, ampak v ta finančne holdinge in tako naprej. Hočem pač reči, tisti najbolj nevaren, najbolj družbeno, najbolj rušilen gospodarski kriminal se dogaja potiho, se ne dogaja na odprti sceni. Če pa se dogaja, ga nihče ne prepozna ali pa mu celo ploska, potem, ko se pa stvar sesuje, pa se seveda vidi marsikaj. Zato je ta kriminal tako nevaren in tudi zakaj je tako neučinkovito, bom rekel, procesiran. Zato, ker je to izjemen časovni zamik. V letih, govorimo o letih, ko se denar danes, ko obstaja kibernetski prostor, ko obstaja pritisk na miško in denar odleti v varne finančne oaze, je seveda po tolikih letih to preganjati tudi z vidika dokazov, tudi z vidika vračila tega premoženja včasih pravzaprav misija nemogoče. Zato jaz še enkrat poudarjam, mi bi se mogli z gospodarskim kriminalom soočiti že v fazi, ko se on rojeva in bi ga mogli zatrti že v stanju, ko se porodi, sploh te želje po tem bogatenju, ki nima nobene osnove v delu, v sposobnostih, bom rekel, nekih realnih donosih. In dokler se ne bomo mi vse skupaj ozrli na to, ampak zgolj na posledice in gasili požarov, bomo vedno bolj neuspešni. Hvala. Kaj so najpogostejši faktorji, ki vplivajo na dolžino preiskave in ultimativno obsodbe? Veliko vprašanje, široko, ampak lahko začnemo z vami. Tukaj je zdaj čisto moje osebno mnenje. Jaz mislim, da veliko v bistvu prispeva k angažiranosti posameznika. So pa normalno v bistvu tudi neki zakonski okviri, neke prioritete dela, število ljudi, ki se s tem ukvarja. Bistveno je to, kar je moj predhodnik rekel. Če bi se v pravočasni obliki detektirala kjerkoli po moje gospodarski kriminal, sploh lahko govorim z vidika davkov, in če je zelo hitra zaznava teh pojavnih oblik, ki v bistvu producirajo kaznivo dejanje, v bistvu bi mehanizem se lahko zelo hitro odzval in bil zelo učinkovit. Ker pa ni to slovenska posebnost, to je v bistvu zmotno, ker druge države, naprimer z našega področja, imajo za zapletene sheme utajevanja davkov, celo nimajo zastaralnih rokov, zaradi tega, ker
ker se to toliko pozno manifestira navzven, poleg tega je pri nas isto, pač vsi ti vpleteni, to v bistvu so izobraženi ljudje navadno ali pa imajo za sabo pomočnike, ki so izobraženi, tukaj deluje cel finančni sektor, vsi svetovalci, odvetniki, da nek posel, s katerim želiš ali utajiti davek ali karkoli izvesti. Se pravi, cel mehanizem intelektualcev sodeluje v nečem, kar se manifestira skozi neko obdobje. In na začetku se zdi to kot nek dosežek, pogruntavščina, iznajdljivost, znanje. Na koncu, ko nastopijo posledice, lahko zelo pozno, v primeru davkov lahko tudi zelo hiter, so neke oblike, ki bi rekla, pri nas velikrat v bistvu naletimo na svobodno gospodarsko pobudo. In ta svobodna gospodarska pobuda, ki omogoča podjetjem administrativno razbremenitev, hkrati tudi omogoča vsem storilcem kaznivih dejanj, da zelo hitro nekaj storijo. Naprimer, pri nas je zelo lahko ustanoviti podjetij. Podjetij v Sloveniji ali pa na svetu je enormno, ampak zelo redka v tej številki, je pa zelo malo tistih, ki res gospodarsko sodelujejo. Pri nas je pravi posel ustanavljanja podjetij in prodaja teh podjetij. Po mojem mnenju to sploh ni blago, ki bi se prodajal. Čist napačno v bistvu razumljen sistem. Ampak pri nas so v bistvu družbe, ki se ukvarjajo in je čist sprejeto, ne bom šel ustanoviti družbo, ne grem skozi proceduro, ki jo predvideva, ampak grem do ene firme, ki mi bo to družbo prodala. In kupujejo v bistvu družbe, ki imajo osnovni kapital po ZGD-ju, ampak kupijo jo za 300 €, nemogoče. In v bistvu družbo uporabijo kot nek plašč, v katerega v bistvu zavijejo neko dejanje, ki je kriminalno in potem to ukinejo. V bistvu jim gospodarstvo nekako predstavlja orodje za izvajanje kaznivih dejanj. Če bi v tem drugem delu, kot je že kolegica Damjana omenila, ta svobodna gospodarska pobuda je ena od ustavno zagotovljenih pravic, ki je v bistvu pravzaprav tudi, ki je že kolega Kozina omenil, v bistvu že v času te tranzicije in privatizacije pravzaprav prevladovala v razmerju, torej ali je nekaj kaznivo ali je nekaj svobodno. Seveda policija kot organ odkrivanja in preiskovanja se lahko vplete šele takrat, oziroma je njegove aktivnosti na področju preiskovanja kaznivih dejanj takrat, ko so neka konkretna kazniva dejanja že identificirana. Treba je razumeti, da v veliki večini pri sklepanju teh pravnih poslov posledice nastanejo z zamikom, bodisi pri čist klasičnih splošnih gospodarskih kaznivih dejanjih, kot so goljufije, poslovne goljufije, torej ta kazniva dejanja se sicer res, da lahko izvršijo že ob sklenitvi, lahko pa tudi ob izvajanju in posledice dostikrat, kot so razna vlaganja in podobno, nastanejo šele čez leta. In velika mera vlagateljev, oškodovancev in tako naprej mogoče slepo zaupa v realnost teh poslov, čeprav so pač morebiti iz splošne razgledanosti iracionalne. Po drugi strani pa se potem ob tem, ko se nekaj zalomi, pričakuje od organov odkrivanja in pregona, da bodo seveda z vsemi resursi, vsemi topovi lahko zadevo rešili. Kar pa žal ni mogoče, ker smo seveda zopet zavezani k procesnim pravilom in sem da ugotavljamo in nanizanju teh vseh sumov in razlogov za sum, da pridemo lahko do nekih konkretnejših preiskovalnih aktivnosti v predkazenskem postopku. Torej, eden od zadev, ki sem jih hotel omeniti, je torej oškodovanja pride z zamikom, običajno so tudi prijave, ki pridejo do policije in tožilstva torej za obdobja pred veliki meri za daljše časovno obdobje pred to prijavo. Potem pa, da pride do, ko ste omenili, dolg čas preiskave, seveda pač z vidika varovanja človekovih pravic in zadostitvi zakonskih podlag je potrebno stvari zbirati na način in obsegu, kot je zakon predvideval. To pomeni zbiranje obvestil od oseb, ki lahko da koristne podatke, od oškodovancev, pridobivanje obsežne listinske dokumentacije, elektronske dokumentacije, analiza, torej pridobivanje podatkov, odredb tako za promet, če je povezano še s tujino, so še te dodatni časovni zamiki.
analiziranje in seveda ni zgolj nabiranje te dokumentacije in obvestil, ampak je treba z jasnim ciljem neko preiskavo voditi k utemeljevanju nekega konkretnega suma in se to terja čas, ljudi, resurse in kot ste prej omenili, seveda znotraj tega se moramo nekako v policiji znajti znotraj prioritet in seveda zahtev pristojnega državnega tožilstva in tukaj mora priti pač do nekega sodelovanja in mogoče bi še omenil, no, da po vsej tej, torej po gospodarski krizi in ekspanziji tako števila kaznivih dejanj kot škode je zagotovo prišlo tudi do nekega, bomo rekli, neke povezovanja vseh teh nadzornih organov, inštitucij, do še bolj, ne zgolj tega papirnega sodelovanja, ampak do večje mere operativnega sodelovanja vseh deležnikov, torej nadzornih organov, policije in tožilstva, vse v luči tega učinkovitejšega boja in seveda rešitve čim več zadev v korist predvsem oškodovancev, ki so pač žrtve teh kaznivih dejanj običajno. No. Lahko kar naravnost povemo, torej problem, vsaj navzven se to manifestira, pri nas so zaostanki oziroma vrste v zdravstvu in sodstvu. To sta danes velika, vsaj tako se pač ustvarja v javnosti dva kronična bolnika, ki sta kriva za pretežen del anomalij v družbi. Jaz bi zadevi zastavil popolnoma drugače. Glejte, če so vrste in vrste, recimo, da so, potem se je treba vprašati, zakaj so vrste. Ne? In jaz pravim, če je družba bolna in morate tukaj razumeti, zdravniki zdravijo fizične in duševne bolezni, sodniki zdravijo bolezni, ki nastanejo v razmerju med ljudmi, ne? Konflikte, napetosti. In če so vrste, potem bi se jaz seveda se mi zdi bolj smiselno pa bolj zdravo vprašati predvsem, zakaj so vrste, kot pa ves čas jodlati eno in isto, torej da je treba skrajšati vrste, čakalne dobe in da se bodo s tem problemi v družbi rešili. Tukaj je že, po mojem, že izhodišče popolnoma napačno. Ne? Torej, če je družba bolna v vseh ključnih segmentih, je treba iskati vzroke, zakaj je bolna, ne pa kriviti za to dva nosilna stebra družbe, to so sodniki pa zdravniki. Ne? Da se pa tam navežem še nekaj na davke, da boste videli, da je treba zadeve motriti malo širše, ne, torej tudi iz psihološkega, filozofskega, sociološkega vidika. Mi odraščamo skozi v tem, da je davek neko nujno zlo, ne, in samo davek pa smrt, pravijo, sta neizbežna. Ampak, gledajte, če je davek nujno zlo, potem bi šel jaz spet na izhodišče. Jaz mislim, da je nujno zlo potem tudi to, da mora človek živeti v skupnosti, kajti človek drugače ne more obstajati kot v skupnosti. To je dejstvo. O tem ne bi zdaj dokazoval pa razpravljal. In kadar je človek dolžen živeti v neki skupnosti, je dolžen za to skupnost tudi nekaj dati. Ne more biti samo parazit, ki bi razmišljal samo o tem, kako bo to skupnost okrog prinesel. In to se začne že na prvi celici družbe, to je družine. Torej, če je že v družini poudarjen to sebičnost pa individuum, torej skrbeti samo zase pa za svoje ugode, potem je to nemogoče, potem da bo nekdo, ki že tukaj, bom rekel, spodrsne, da bo potem še pošten davkoplačevalec. Ampak dejstvo je, če je kaj nujno zlo, je to, da moramo živeti skupaj. In potem, če živiš skupaj, treba seveda tudi prispevati za to, da družba lahko na neki normalni ravni funkcionira. Če imate pa sklop teh individualistov pa sebičnežev, potem pa seveda družba ne more funkcionirati oziroma funkcionira približno tako, kot zdaj funkcionira. Mislim, če bi za vas specifično vprašanje imel ravno v smeri funkcije tožilca. Zdaj, dostikrat se kje recimo pojavi pač kakšna mnenja ali analize, da je v bistvu pač funkcija tožilca v našem pravnem sistemu že strukturno malce, recimo temu, deprivilegirana oziroma kako vidite sami to? Jaz jo vidim popolnoma z drugega vidika. Torej, jaz ves čas opozarjam, da ta enakost orožij, o katerih se tako glasno govori v kazenski teoriji, pa tudi nasploh, da ta je samo navidezna. Ne bi zdaj našteval vseh teh razlogov, zakaj jaz pravim, da enakosti orožij že dolgo ni več, ampak da smo državni tožilci pravzaprav v podrejenem položaju. Smo pa nekako državni tožilci sprejeli to vlogo, da smo na nek način
zdaj bom rekel tudi tako, tudi formalno v tem sistemu ali pa podsistemu nekje med policijo pa drugimi organi in potem med sodiščem. In tako kot smo odgovorni na levi strani do tega, da dobimo dokaze in dobre kazenske ovadbe, smo seveda na drugi strani tudi zadolženi, da prepričamo sodišče in je samo obsodilna sodba lahko uspeh. To je že prva anomalija, ki pa se je zelo ugnezdila v naši družbi, torej ta športni duh se je prenesel zdaj v vse pore našega življenja in to vidimo ne samo v javni upravi pa v proizvodnji, ampak vse gre samo na učinkovitost, na uspeh, na količino. In dokler tožilec dela pod to preso, imamo potem tudi naslednji problem. Kadar se izpostavi gospodarski kriminal kot ključni problem te družbe in kadar je imperativ uspeha, samo obsodilna sodba, potem imate državne tožilce, ki bodo brez večjih težav se temu izognili in bodo lahko preganjali tudi klasični kriminal, ki je bistveno lažji, pa mladoletni kriminal, pa bom rekel bagatelni kriminal, ali pa gredo tudi ven iz sistema tožilstva in za veliko večje zneske denarja lepo služijo tudi kot odvetnike, zgolj in seveda o tistih najbolj sposobnih tožilcih, ki znajo, ki imajo znanje in izkušenj. Zato bi rekel, resursi državnih tožilcev, ki so sposobni preganjati danes najtežje, tudi najbolj rizični gospodarski kriminal, lahko preštejemo mogoče na prste obeh rok. In to so omejitve, ki se jih moramo zavedati. Isto velja tudi za kriminaliste, pa tudi za, bom rekel, za davčne inšpektorje, ki so sposobni prepoznati davčna kazniva dejanja. Isto velja tudi za kazenske sodnike, ki so sposobni prepoznati in seveda tudi potem dokazati in napisati dobro sodbo obsodilno za gospodarski kriminal. Teh resursov imamo zelo omejeno, ampak to velja v celem svetu, žal. Na tem nivoju izgubljamo, zato jaz ves čas zdaj že nekaj let opozarjam, dajmo se končno ozrti k vzrokom in poskušamo tam omejiti sploh razcvet tega gospodarskega kriminala. In en velik problem pri nas je popolna, bom rekel, pasivnost nadzornih funkcij. Jaz sem 30 let živel v Jugoslaviji, jaz ne morem zdaj reči, če bo kdo rekel, da sem jugonostalgik, ampak ko so 90. leta nastala ta, bom rekel, pretvorba iz enega sistema v drugega, jaz moram reči, koliko sem jaz poznal zgodovino tožilstva, slovenski tožilci so bili popolnoma neopremljeni za boj z tem kapitalističnim gospodarskim kriminalom. Zakaj? Zato, ker je v prejšnjem sistemu SDK praktično opravil vso delo. To je bila neka nadzorna funkcija, ki so se jo vsi bali, ki je imela avtoriteto in ki je imela tudi uspešne in sposobne ljudi. In gospodarski kriminal s posameznimi ekscesnimi oblikami je bil izjemno obvladljiv tudi zato, ker ni bilo teh sprožiteljev, ki bi to gospodarski kriminal, ta pohlep, bom rekel, ta pogoltnost in mogoče bi bilo dobro včasih tudi pogledati malo nazaj pa se vprašati, ali bi lahko neke stvari iz prejšnjega sistema pa vendarle poskušali seveda smiselno prenesti v naš sistem in na nek način okrepili te nadzorne službe, ki danes popolnoma odpovedo. Tudi, gledajte, pri bančnem kriminalu se je potem izkazalo, da Banka Slovenije sploh ni vedela, da ima notri v bančnih bilancah nasedle naložbe, ki so bile tudi, bom rekel, kriminogene. Notranja revizija ni nikoli nič odkrila. To danes zdaj poslušamo dan za dan s strani teh bančnikov, ki rečejo, pa kaj se gre spet tožilstvo, gledajte, saj leta in leta ni bilo nič odkrito, pa so mednarodne revizijske hiše. Najbolj ugledne revizijske hiše so vsako leto preverjale bančne poslovanje, pa niso nikoli ugotovile nasedlih bančnih naložb. Šele potem, ko se je vse sesulo, so začeli prihajati leta 2014 prve ovadbe. Torej, kaj se je pa dogajalo leta 2006-2010, niti ene ovadbe so prišle. Torej, nek podsistem nadzorni sploh ni nič zaznal in to velja še vse za druga področja delovanja, tudi za zdravstvo, tudi za to. Se pravi, pri nas nismo dobili potem po tranziciji nobene adekvatne nadzorne službe, ki bi bila mogoče niti do kolene niso segle bivšemu SDK-ju. To je pač moja ocena in tukaj bi se mogli bom rekel, aktivirati te silnice družbene, da bi prešle, ne samo zdaj, da se vse bazira na pregonu in na pričakovanjih, kako se bo denar vrnil in kako bodo oni pristali v zaporih, ampak da se vrne nazaj in se poskuša že tam zatreti
v začetni fazi in jaz mislim, da bi bili bistveno bolj uspešni kot družba in tudi večjo blaginjo bi dosegli. Kot sem že predhodno omenil, nadzorne funkcije na vseh nivojih v bistvu so tiste, ki bi zagotovo lahko pripomogle k večji transparentnosti, učinkovitosti in zagotovo verjetno ni iskati zgolj v kazenskem pravu reševanja gospodarskega poslovanja. Organi, ki sodelujemo pri pregonu kaznivih dejanj, se moramo pač znotraj razpoložljivih resursov, kot kadrovskih, kot materialnih, ustrezno organizirati, tako kot je bilo že omenjeno, tako z oblikovanjem nekih strokovno kompetentnih ekip na vseh nivojih, to pomeni na državnem nivoju, rečemo v policiji je to nacionalni preiskovalni urad, na regijskih nivojih, to pomeni na 8 policijskih upravah, torej 8 oddelkov za gospodarsko kriminaliteto in tudi ne nazadnje na lokalnem nivoju, torej preko 100 policijskih postav, ki se ukvarja z mnogo katerimi nalogami, med drugim tudi preiskovanjem kaznivih dejanj, tudi nekaterih gospodarskih. Torej usposabljanje, izobraževanje, vlaganje v kadrovske resurse, zagotavljanje ustreznih pogojev in seveda zelo pomembno sodelovanje, to je tisto pač, kar lahko z našimi resursi, torej ljudje, tisti, ki sodelujemo v okviru koordinacij in preiskovanja pripomoremo, zakonske podlage in vse ostale pogoje pa seveda ustvarjajo drugi sistemi, torej pač zakonodajo se ve, se sprejemajo pač za to pristojni organi, stroka pa lahko sodeluje, tako kot je sodelovala pri spreminjanju, naprimer, če smo vrnemo na davčno utajo, torej sistem je pripoznal, da je tako rapidno sprememba cenzusa inkriminacije pač doprinesla k upadu določenih učinkovin in seveda je ta sprememba na 12 mesecev, torej vsi davki v zaporednih 12 mesecih zagotovo bo kazensko pravno nekako to področje utirala v neko novo pot in pač pričakujemo neke nove, drugačne rezultate seveda. Hvala. Zdaj v bistvu od tega smo se že nekoliko dotaknili, oziroma predvsem prej pri govoru o svobodni poslovni pobudi. Kje je meja med napačno poslovno odločitvijo, kot neke vrste recimo temu strokovno napako menedžerja in kaznivim dejanjem? Recimo, kdaj gre za ravnanje, za katerega je menedžer odgovoren družbi oziroma posredno njenim lastnikom in kdaj gre v bistvu za to, da se razpozna kot obče zavržno dejanje in potrebuje intervencijo? Mogoče bi nekaj rekel, zagotovo bo pa gospod Kozina najbolj kompetenten za ta del. Z vidika preiskovanja je ključno ugotoviti, torej policija, ko preiskuje neko kaznivo dejanje, mora ugotoviti, kako bi nekaj moralo potekati in kako je v neki konkretni dejanski situaciji se to dogajalo. Ko govorimo o gospodarskem poslovanju, moramo se zavedati, da gre tukaj za zelo širok spekter aktivnosti, kot tako pri klasičnem gospodarskem poslovanju, kot pri porabi javnih sredstev in tukaj je ogromno nekih pravil, zakonitosti in če zelo poenostavljeno rečemo, razumljivo je takrat, torej je ključna razlika med tem namenom, med tem namero, naklepom storilca, torej tistega nekega odgovornega ali nekoga, ki je pač imel možnost izvršiti nek posel, namero po tej protipravnosti. In to je ključno, torej ta nezakonitost, ampak ko ste omenili časovno kontinuiteto preiskovanja, treba je skozi te faze, torej obravnave, preveriti ravno to, kar sem prej rekel, torej pravne podlage, dejansko, kako bi nekaj moglo potekati, kako je v konkretni situaciji bilo in kje so te odkloni in ugotavljati in utemeljati ta naklep storilca po neki protipravnosti, da je več zgolj kot samo neka napaka. Torej, če omenim samo pri goljufiji, torej ni vsako neplačilo kaznivo dejanje. In če obrnemo, kaj pa je, torej je pa tisto lažnivo prikazovanje, lažno predstavljanje, spravljanje v zmoto nekega oškodovanca, da je ta v tej zmoti privolil v nek posel, v nek deal in na koncu zaradi vseh teh lažnivih obljub in prikazovanj ostal brez nekega premoženja, nekega blaga, skratka postal oškodovanec. Super, hvala. Ja, te meje ni, te jasne meje ni, od primera do primera se ugotavlja, ampak mi, tožilci
zdaj govorimo o korporacijskem kaznivem dejanju, torej konec koncev, če sem še bolj konkreten, recimo o menedžerskem deliktu, torej zlorabi položaja in pravic kot najbolj tipičnem primeru. Rečemo nekako takole, torej mi očitamo storilcu, da je v nasprotju s standardom vestnosti in poštenja speljal nek posel, ki na koncu se izkaže objektivno kot škodljiv za gospodarsko družbo ali pa da je nekomu pridobil premoženje, protipravno premoženjsko korist. Ampak mi smo tukaj zdaj še zmeraj na zgolj na neki načelni ravni. Kdaj nek posel, neka transakcija preraste v kriminogeno, še enkrat poudarjam, je odvisno od mnogih okoliščin. Zgolj na nivoju neke prakse, ki so nekateri prenesli v zakonodajo, nekateri pa potem zgolj uporabljajo kot neko vrednostno merilo, je, da bi se povprečen, torej profesionalen gospodarstvenik se presoja skozi standard nekega povprečnega direktorja, ali bi ta direktor ob ustreznih spoznavnih podlagah, ob ustreznih informacijah ta posel naredil. To je neko merilo, ali pa če smo zdaj še bolj, naredimo še boljšo poenostavitev, ali bi jaz recimo kot direktor, ki sem imel na voljo zadosti informacij oziroma možnosti, da jih pridobim, ali bi seveda ob zavedanju, da je vsak posel neizbežno tudi tvegan, bi jaz ta posel kljub temu izpeljal na tak način, kot ga je ta, ki mu očitamo neko zlorabo položaja. Jaz bom rekel tako, v konkretnem primeru je to seveda stvar mnogih presoj, tehtanj. Na eni strani imate očitek tožilstva, ki pač potem, ko ovrednoti vse dokaze, ko 100-krat v glavi naredi rekonstrukcijo nekega posla in ugotovi, da so ti elementi oziroma da so podani vsi zakonski znaki zlorabe, pa te seveda zdaj na drugi strani obrambo odvetnika, ki trdi popolnoma nasprotno. In tam za mizo sedi sodnik, ki zdaj oba posluša. Oba posluša in tehta obe varianti. Torej, ali je konkreten direktor, ki je pač sprožil nek posel, ki se je na koncu lahko končala tudi z milijonsko škodo, ali mu je mogoče očitati, da je bil nemaren, da je bil šlampast, da je bil nesposoben, da je odškodninsko odgovoren, da sploh ni odgovoren, ker ni mogel predvideti nadaljnjega toka dogodkov, ali pa je to naredil naklepno z namenom, da bo oškodoval družbo, to je izjemno redko. Če je običajno zato, da bi sebi ali pa komu drugemu pridobil premoženjsko korist. To je zdaj ta, bom rekel, pahljača vseh teh možnosti. Jasno je, da bo obdolženec ostal tam, kjer je šlamparija, kjer je poudarjeno tveganje, kjer je poudarjeno, da nihče ni mogel takrat vedeti, kaj se bo potem zgodilo. Seveda tožilci poskušamo dokazovati nasprotno, da je to storil naklepoma, da je naklepoma ostal, bom rekel, jaz temu rečem, naklepno slep za okoliščine, ki bi jih moral upoštevati, ampak je imel pač svoj cilj, da sebi ali komu drugemu na koncu pridobi korist na račun premoženja družbe. In to so seveda zadeve, ki se potem več let presojajo prvo na preiskavi, mogoče še prej v predkazenskem postopku, potem pri odločitvah, ko tožilec presoja, potem v preiskavi, na koncu na sodišče prve stopnje, druge stopnje, vrhovno sodišče, potem pri velikih zadevah več ali manj tudi ustavno sodišče, pa potem verjetno še Evropsko sodišče. In to je tudi eno od razlogov, zakaj to traja lahko desetletje, lahko tudi več. Super, hvala. Zdaj v nadaljevanju sem v bistvu želel na hipotetičnem primeru tega, da sem jaz davčni utajevalec, predstaviti postopek same detekcije oziroma zdaj, ne vem, recimo na hipotetičnem primeru specifične oblike davčne utaje, ki se imenuje davčni vrtiljak. Imamo recimo firmo na Poljskem, firmo v Italiji in firmo v Sloveniji. Firma na Poljskem kupi blago zaradi regulacije Evropske unije, od njega odvede DDV, se pravi blago z neplačanim davkom, potem pošlje naprej v firmo v Italiji.
Firma v Italiji, ki je vmesnik, uredi papirje, uredi certifikat, da je ta transakcija šla čez in na to blago pošlje posredniku v Sloveniji, ki vloži zahtevek za vračilo DDV-ja, ki se ga ni nikoli obračunalo in hkrati potem blago, ki ga ima, prodaja po nižji ceni drugim trgovcem. Kaj bi bilo potrebno oziroma kaj je recimo tisti spodrsljaj, kaj je najverjetneje, da se bo najprej zaznalo pri takšnem? Mogoče gospa Slapar. Je po moje, no, da definitivno v tem hipotetičnem primeru smo mi prvi, ki ne bi zaznali to nepravilnost. Zaznamo jo pa na podlagi ponavadi mednarodnih informacij, lahko tudi na podlagi informacij Urada za preprečevanje pranja denarja, lahko na podlagi naših analiz. V FURS-u imamo določena poslovna pravila tveganja, ki zaradi nekih elementov neko družbo izloči in pokaže kot tvegano. Različni vzvodi so, kako to mi zaznamo. Najslabši vzvod je ta, da te transakcije zaznamo v fazi, ko slovenski ali pa nekdo že preneha delovati, ker vse te verižne utaje, to je pa drug problem, se zgodijo v izredno kratkem času. Nekako cena je, da 3 mesece oziroma prvi obračun, ki ga oddajo zdaj odvisen, kakšen davčni zavezanec, mesečni, 3-mesečni, kakorkoli. V bistvu to je največja rak rana, bom rekla, kar se tiče oškodovanja proračunov tako Evropske unije kot našega, ker je izredno hitro transakcija ponavadi speljana in v bistvu ne pozno. Če rečemo, da jo detektiramo lahko v prvem obračunu, se pravi v enem mesecu od speljave, je to zelo hitro. V resnici je pa že prepozno lahko, ne. Zdaj, če se vračilo sprovede, smo prepozni. Če se veliko elementov je, koliko moramo biti pozorni, v katerem momentu nastopimo, da lahko v bistvu vsaj neko škodo preprečimo. Drugače nekako cena, da se v teh verižnih utajah rečemo nekih 10%, da je to že uspeh, pobere iz nastale škode. Ampak to nasplošno v Evropski uniji. Se pravi, to mi, če detektiramo zelo zgodaj, se pravi v takojšnji fazi, imamo neke tudi preventivne ukrepe, naprimer akcijo smo imeli spečih podjetij. Vsa ta speča podjetja na zalogo, kreirana, so potencialni v bistvu, bi rekla, temperane bombe za sprovajanje nekih malverzacij z našega vidika. In v bistvu so zelo pomembne preventivne akcije. V primeru, če pa že nastopimo, ko je neka nepravilnost, je pa bistveno, da pač inšpektor, ki postopek vodi, čim prej zazna in vključi ostale organe, policijo, zaradi tega, ker so v teh primerih so nekatera pooblastila tudi prekratka naša, čeprav imamo možnost sledenju transakcij, so še neka druga pooblastila, s katerimi mi ne razpolagamo in je bistveno in ključno, da prepričamo policijo, da stopi v sodelovanje z nami in potem takoj tožilca. V bistvu je ta reakcija, res reakcija 1 do 3 mesece, da je kolikor toliko uspešna. Ampak tako kot je že enkrat gospod Kozina omenil, če se vedno v bistvu te akcije se dogajajo, rečemo, hitro, ampak je do obsodbe zelo daleč in če se to meri po obsodbi, je to že vprašanje, no? Ampak je nekaj dobrih primerov bilo izpeljanih, nekaj tudi dobro predstavljenih. Jasno pa je, da takrat, ko je tema vroča, tudi za javnost, naprimer, je še zelo daleč lahko do obsodbe. Potem pa v bistvu to nekako zvodeni ali se ne prikaže. Skratka, potrebna je cela veriga. Je pa v teh konkretnih primerih, mislim, da v vseh primerih ali pa 99 input z naše strani. Kako pa sem še pa vprašanje, recimo čisto neka pavšalna, ne rabi biti točna cifra, ampak takšnih primerov nekih verižnih utaj, recimo koliko jih je bilo zabeleženih lani v Sloveniji? Zdajle, nima statistike, no, pri nas v okviru našega sektorja smo obravnavali
Rečemo, za neko predstavo dva taka zelo težka primera sta bila, ki je bil tudi takoj v bistvu, ali pa v zelo zgodnji fazi sodelovanja s policijo in tožilstvom oziroma v okviru SPS-ja. Je pa tudi v bistvu nimamo neke take statistike, ker statistika je v bistvu orodje, ki prikazuje na podlagi vnešenih podatkov. In zdaj, mi beležimo neke naše nadzore po tem, kjer je prvi trigger, ki ga sproži. Lahko mi začnemo nadzor, pa niti ne vemo, da gre za verižno davčno tajo, in ker to ni označen v nekih evidencah, potem tudi statistika tega ne pokaže. Statistika vedno pokaže in je odvisna od evidenc in smo tudi skušali nekako to oceniti, pa vedno v bistvu nekako zaidemo. Zato je to pereč problem, ki pa je za razliko od predhodnih let, ki so bile omenjene v predhodnem izvajanju o missing traderjih, v bistvu zelo presegel sofisticirane oblike verižnih utaj. To, ko ste jo predstavili, je zelo enostavna. Mislim, da je praktično ni več. Ker potem pridemo do faze posredovanja policije. Ja, tako kot je bilo omenjeno, teh zaznanih primerov je zagotovo več, kot jih je cel sistem sposoben na nek bolj kompleksen in hiter način oddelati. Zato govorimo o teh tako imenovanih prioritetah dela in seveda znotraj določenega kritičnega ali pa rizičnega področja na podlagi tistih informacij, ki jih dobimo od finančne uprave in seveda potem v korelaciji do pristojnega državnega tožilstva, ki pač usmerja predkazenski postopek, se odločimo za nadaljne aktivnosti. To pomeni, zdaj, če je zadeva, kot ste omenili, aktualna, torej so informacije trenutno žive, izmenjava poteka na upravni liniji, to pomeni med nadzornim organom, zadeva še poteka, to pomeni, da so cenzusi že doseženi, pa se v bistvu še nadaljuje, stvar je še živa. Skratka, bi se verjetno odločili v čim bolj zgodnji fazi za neko specializirano preiskovalno skupino, kamor bi pritegnili, to pomeni finančno upravo, policija, najverjetneje še na primer Urad za preprečevanje pranja denarja, predlagali bi to tožilstvu in se dogovorili za nadaljne aktivnosti. Seveda potem pomeni to usklajeno delovanje vseh torej organa pregona, to pomeni tožilstva, policije kot odkrivanja in preiskovanja in pristojne finančne uprave in seveda Urada za preprečevanje pranja denarja. Vsi ti organi pa lahko delujejo ali pa morajo delati zgolj in samo v okviru svojih pooblastil. Ko ste omenili hipotetičen primer, ta mednarodna raven, okolikor bi bile zadeve prepletene, torej kot je bilo omenjeno, smo imeli v zadnjih letih nekaj zelo dobrih in zelo uspešnih mednarodnih primerov, ki so se obravnavali tako v okviru specializiranih preiskovalnih skupin in določene tudi v okviru teh skupnih preiskovalnih skupin. En od primerov je potekal torej na izmenjavi podatkov med 7 državami, 3 države aktivno delujejo v tem skupni preiskovalni skupini in izmenjujejo te podatke. Skratka, v čim zgodnejši fazi je potreba doseči te nivoje podatkov, zbiranja obvestil. Je pa še drug problem, to pomeni dva vidika. Eno je, da se v proračun ne plača, drugi pa je, ki je mogoče še bolj sporočen, da se iz proračuna vleče ven nekaj, do česar sploh niso upravičeni, če zelo poenostavljeno povem. In odvisno od nivoja, seveda se potem odločamo tudi o teh nadaljnih aktivnostih. Zelo pomembna se pravi ta izmenjava, je ta fakt pridobivanja podatkov. Ne smemo pozabiti pa, da je mati večine velikih kaznivih dejanj vsakokratno obliko ponarejanja listin, torej vedno običajno sledijo tem poslovnim dogodkom ponarejene knjigovodske listine, torej poslovne listine, in tukaj se moramo osredotočiti na vlogo vseh, torej fizičnih in pravnih oseb v tej verigi, ki ste jo omenili. Nekako moramo pokriti za utemeljevanje tega kaznivega dejanja davčne zatajitve tako dokumentarni tok, to pomeni, kakšen je tok dokumentov, kakšen je tok blaga in seveda, kar je pa najpomembneje, kakšen je tok financ, to pomeni finančni tok. In ko se vse te stvari združuje, se nanizajo tisti razlogi za sum, v utemeljene razloge za sum in vse se bi stremeli, rečemo v eni klasični preiskavi, zagotovo k temu, da čim prej z neko hišno preiskavo ali drugi aktivnostmi vstopimo v to združbo. Ko sem omenil izraz združba, to pomeni, da
običajno teh kaznivih dejanj ne izvršuje samo ena oseba. Gre za, lahko omenim, skozi leta določene skupine ljudi, storilcev, ki so večkrat zaznani, večkrat detektirani. Gre za neke vrste, lahko bi celo rekel, obrt izvrševanja. Eno je odpiranje podjetij oziroma podjetja na zalogo, drugi vidik je pa seveda nekako učenje ali pa nabiranje novih izvrševalcev teh kaznivih dejanj in moramo se zavedati, da velika večina frontmenov, teh oseb, ki nastopajo kot odgovorne osebe, so običajno tako imenovani slamniti direktorji. To so osebe, ki nimajo ne sredstev, ne znanja, ne izkušenj in v bistvu to je običajno na začetek. In kaj je v smislu odkrivanja in preiskovanja cilj? Ugotoviti organizatorje. Zdaj, če sem bolj konkreten, profiterje, kdo je dejansko prejemnik teh koristi. In z vsemi tistimi aktivnosti, ki sem jih že prej omenil po zakonu o kazenskem postopku, moramo slediti temu cilju, seveda odkriti to organizacijo, vlogo teh posameznikov pri izvršitvi teh kaznivih dejanj. Omenili ste seveda primer večjih držav, je treba upoštevati tudi mednarodno izmenjavo podatkov, poteka tako na upravnem, torej med finančnimi upravami, na policijski ravni in tako na pravosodni ravni. In vse to seveda v nekem paketu pomeni številne aktivnosti in ko se zavaruje, naprimer z neko hišno preiskavo, tej dokazi, listine, dokumenti, obvestila, velike količine elektronskih podatkov, potem se preiskovanje šele prične. To pomeni analiza teh dokumentov, ugotovitev podatkov in to je tisto razmerje, ko ste pač tudi v vašem vprašanju predhodno izpostavil, časovna kontinuiteta oziroma zakaj tak čas med storitvijo pa med neko podano ovadbo. Vmes je čas zaznave in vseh teh aktivnosti in rečemo, to je vse tisto, kar bi, če bi vse to skupaj utemeljili, bi lahko seveda lahko v nekem momentu podali kazensko ovadbo, ampak zagotovo je vmes še intenzivno usmerjanje mogoče pa državnega tožilstva, ki je ves čas v bistvu tisto, katerega je policija dolžna in edino njega obveščati o vseh ugotovitvah v predkazenskem postopku in seveda ta predkazenski postopek, faza kot taka je do neke vrste tajna in se pravi, edino tožilstvo tisto, ki ima potem na koncu vse te podatke o izsledkih, ugotovitvah. No, v bistvu zdaj za ta zadnji del da bi pa ravno malo povežemo rdeče niti, ki smo jih tukaj odprli. Kakšen pomen pripisujete politiki oziroma strankarskim interesom pri sami kreaciji zakonskih predpisov, ki opredeljujejo delovanje posameznih oblik gospodarskih subjektov? Lahko začnemo z vami, gospod Kozina. Vloga politike? Zdaj sem že prej omenil, kako uspešni so bili v nekem obdobju. Torej, doskrat slišimo, bomo spremenili zakon, bomo inkriminirali to dejanje in tako naprej. Velikokrat slišimo tudi pohvalo, samohvalo poslancev, smo sprejeli toliko in toliko zakonov in tako naprej. Meni je ob tem zmeraj strah, ker hiperprodukcija zakonov ne more rešiti zadev, ki ne spadajo pod okrilje zakonodaje, ampak nekih drugih področji, da ne rečem mogoče tudi morale, etike in tako naprej. Rekel bi tudi tole, rekel sem že, da so resursi, ki se ukvarjajo z gospodarskim kriminalom, sila omejeni. Na drugi strani pa je sistem, ki gospodarski kriminal že sam posebej inherentno poganja. In v takih razmerah se lahko tudi politika, jaz nočem reči, da v politiki ni tudi ljudi, ki se dejansko in po srcu zavzemajo za odpravo gospodarskega kriminala, vendar morate razumeti, da gledano z mojega vidika pa z mojih izkušenj je bila politika velikokrat sopotnik pa bom rekel tudi na nek način je stala v ozadju, če ne pri aktivnem delovanju, pa potem pri pasivnem, ko bi morali nekaj storiti, pa ni nič storila. Vemo, da so bile banke nekoč, ali so pa še tudi državne. Torej,
Država je imela vse vzvode in da aktivira nadzorne službe in da zamenja upravo, če bi se izkazalo, da je bilo poslovanje, bom rekel, slabo, nezakonito, pa vemo, da politika nikoli do zdaj ni sankcionirala teh stvari, ne. Torej, tudi že prej z omenjenimi prosulimi menedžerskimi prevzemi je bila politika, lahko bi rekel, celo aktivni akter pri vsem tem, ne. In politika bi se morala, tisto, kar sem že prej omenil, bi se mogla ozrti v iskanje vzrokov in blaženje teh sprožilcev gospodarske kriminalitete, ne pa samo kazati s prstom na pravosodje in ga prikazovati kot glavnega krivca za to, da ni toliko in toliko ljudi že v zaporih in da premoženja ni vrnenega. Jaz sem ves čas izjemno skeptičen, kar se tiče vračila premoženja, in že ko je bil 11. leta sprejet ta zakon, sem pač takrat imel možnost tudi v parlamentu povedati in sem že takrat povedal, da ta način ne bo nikoli obrodil sadov, ker je jasno, mi lahko smo uspešni pri posameznih primerih, da zasežemo premoženje, ampak to, gledajte, danes je ta informacijski pretok izjemen in ko bo en primer bi se zgodil, da bi zasegli to premoženje, ljudje bodo odreagirali in dokler bomo imeli zadnjo davčno oazo, dokler bomo imeli zadnje pač področja, kjer se da premoženje skriti, ga bodo skrili tam. Jaz se strinjam, da lahko zasežeš neko nepremičnino, pa nek avtomobil, pa neko jahto, ampak pri milijonskih, pa da ne rečem milijardnih oškodovanjih, ni to vse skupaj nič. In tudi jaz mislim, da te ljudje niso tako neumni, da ne bi to prepoznali. Na dolgi rok je pa seveda gospodarski kriminal nevaren zaradi tega, ker predstavlja med drugim tudi podlago za to, bom rekel, že kar brutalno prerazporeditev premoženja in en izmed teh pomembnih dejavnikov je prav gospodarski kriminal, bom rekel, in bančni, korporacijski in davčni kriminal, ki izjemno nevarno prerazporeja premoženje in zavedati se je treba tisti, ki dobi tako premoženje, ki mu ga uspe pravočasno oprati, tega premoženja ni mogoče več prepoznati. Zato je kaznivo dejanje pranja denarja ena izmed prioritet državno-tožilskega pregona že vsaj desetletje, kajti ko je denar enkrat opran iz kaznivega dejanja, ko je zakrit njegov nezakoniti izvor, ta denar odslej naprej živi med nami, iz tega denarja se ti ljudje, v bistvu kriminalci, investirajo v legalne dejavnosti in ti ljudje se nam danes prikazujejo kot uspešni menedžerji, poslovneži, ki so dopoldne, bom rekel, po domače kradejo denar, popoldne so meceni, zvečer so pa dobrotniki, ne. In na ta način mi tudi institucionaliziramo revščino, ne, ker jo prepuščamo tem dobrotnikom, da jo blažijo, ne, pa se ne zavedamo, da pravzaprav bi mi spet smo zagrešili vzrok pa posledico. Torej, revščine se ne da odpraviti z dobrodelnimi akcijami, pa z temi drobtincami, ki padajo v svojo žarometev tem bogatinom, ampak na način, da tem bogatinom pravzaprav preprečimo, da na ta način bogatijo. Politika nima in ne more imeti nobenega vpliva na konkretne kriminalistične preiskave, kar se pa tiče vpliva na zakonodajo in politike pregona, pa seveda pač policija je nekako uporabnik zakonskih podlag, ki jih pač mora upoštevati. Seveda pri tem ima policija, kot vsi ostali organi, v primeru, da zazna anomalije, seveda možnost na to tudi reagirati, na to opozoriti. Politika pa seveda odloča o teh potem spremembah. V bistvu enako kot moj predhodnik bi rekla, da v bistvu v svoji karieri neposrednega vpliva politike na neke konkretne primere nisem doživela, pa je moja kariera že kar nekaj časa dolga, rečemo že skoraj 20 let. Je pa jasno, kdo sprejema zakone, predlagalci smo lahko, mislim, pobudniki smo jasno lahko tudi mi, ampak v končni obliki se sprejmejo, kot se sprejmejo. Tako da osebno si ne zatiskam pač nobenih oči, da ni možen posreden vpliv.
pač preko nekih vzvodov, ki jih niti neposredni nadzorniki mogoče v konkretnih primerih ne občutimo. Super, hvala. Za zaključno vprašanje, v bistvu predem bi mogoče še za maksimalno eno vprašanje predali mikrofon občinstvu, bi šlo pa jasno v smeri vpliva medijskega poročanja, ne? Oziroma verjetno na hitro pogledano je lahko to tako dobro, ima lahko tako dobre kot slabe posledice na samo preiskavo. Kje v bistvu bile rekli, pač ok, če izvzamemo recimo preiskovalno novinarstvo, ki bi lahko priskrbelo neke pač informacije o nekem konkretnem primeru, kako gledate na vpliv medijskega poročanja na neko konkretno preiskavo? Mogoče z vidika policije zelo enostavno. Torej, te objave lahko pomagajo, torej pri razčiščevanju določenih dejstvenih okoliščin, lahko pa tudi vplivajo, to pomeni na potek pa dinamiko preiskovanja, torej neke zgodne objave o nekih aktivnosti ali pa povezavi z nekimi aktivnostmi v predkazenskem postopku lahko spremenijo neke taktiko, metodiko in dinamiko preiskovanja. Seveda pa tako taktiko in dinamiko preiskovanja lahko spremenijo tudi druge ugotovitve drugih organov ali naše lastne aktivnosti. Skratka, nekako razumeti moramo interes javnosti in upam, da javnost razume tudi policijo, da ne more razkrivati dejstev in okoliščin svojih kriminalističnih preiskav v tistih najzgodnejših fazah, kar predkazenski postopek v celoti je. Varovati in ščititi moramo seveda interese tako fizičnih, pravnih oseb, kar pa je najpomembnejši interes kriminalistične preiskave, ker vsa dejstva in okoliščine se do utemeljenega suma pravzaprav šele nabirajo in ta pregon se potem s temi ugotovitvami šele začne, tako da toliko. Z vidika našega dela v bistvu lahko medijska informacija predstavlja nek input, se pravi neko odločitev, zakaj v neko preiskavo gremo, zakaj ne. Lahko je dopolnitev nekih dejstev, okoliščin, ki smo jih mi že zaznali. Po drugi strani je pa lahko tudi nek pritisk oziroma nekako z našega vidika vemo, da so vse zaznane dejstvene okoliščine davčna tajnost in ko je javnost zainteresirana za nek dogodek in se mi odzovemo, ne, tukaj je pa davčna tajnost, ne, zveni zelo neprepričljivo, tako da v tem primerih po moje nas pa spravlja v nek položaj, ko daje občutek, kakor da nič ne delamo, ne. Ampak pač dejstva taka so, mislim, da so pozitivne in negativne plati poročanja. Torej, jaz medije zaznavam kot nek inštrument, ki ima lahko izjemno moč pri kreiranju vrednot. Vrednot v tem smislu, da tisto, kar sem že prej omenil, da se začnemo pogovarjati o vzrokih in ne zgolj o posledicah, da stvari ne prikazujemo črno-belo in da poskušamo torej težišče boja proti gospodarskemu kriminalu premakniti v neko prejšnjo, neko zgodnjo fazo. Torej, jaz sem prepričan, da mediji imajo to moč, žal so mediji tudi danes velikokrat v službi kapitala, potrošništva in seveda z tega zornega kota sem pesimist. Hvala. Zdaj mislim, da še časa ravno dovolj za eno vprašanje iz publike, če ga kdo ima. Zdaj, dosti od tega, kar ste govorili, je bilo v nekem tem arbitrarnem smislu. Mogoče, če bi lahko čisto na kratko se dotaknili enega specifičnega primera, recimo balkanski bojevnik Dragan Tošić, zdaj iz določenih virov, ki jih imam v specializiranem državnem tožilstvu za gospodarski kriminal. Jaz sem zvedel, gospa Oblonar in pač gospod Dragan sta oba govorila, da politika na nek način nima vpliva, iz tem pa pač sem slišal več nekakšnih pozivov na to, da v bistvu
na neki točki, ko se pač določena količina denarja denarja pridobljenega skozi gospodarski kriminal opere skozi legalizirane dejavnosti, ali je to na nek način gostinska dejavnost, druge dejavnosti, da je težko potem tem denarnim tokovom slediti. Se pravi, kaj bi v specifičnem primeru, kaj se da sploh še narediti. Videli smo tudi pač odločitev Ustavnega sodišča, da se pač zdaj nažalost pač ta zaseženo premoženje v tem specifičnem primeru more v bistvu gospodu Tošiču in njegovi ženi je vrniti nazaj. Se pravi, kakšni so zdaj učinki oziroma na kakšen način bi se dalo sploh še to vrstno obliko legaliziranega gospodarskega kriminala preganjati naprej, recimo v bodoče. Če je bilo vprašanje delno naslovljeno name, omenil sem, da politika nima vpliva na konkretne kriminalistične preiskave in za tem stojim. Torej, konkretnih primerov in navedb, ki ste jih vi komentirali, seveda ne morem komentirati, še manj pa lahko komentiram odločitev sodne veje oblasti v zvezi z veljavnostjo tega zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, kar je pa tudi že gospod Kozina v bistvu v predhodnem izvajanju nekako omenil. Glede na to, da sem bila omenjena, tako kot sem rekla, konkretno ni vpliva, ker mislim, da tako daleč pa tudi noben politik se ne bi spustil, da bi se v konkretnem primeru vpletel, ker to bi bilo čisto preveč očitno. Kar se tiče z naše pristojnosti, sem prej omenila en institut ugotavljanja premoženja, se pravi med tistim, kar dejansko je prijavljeno med dohodki posameznika in tisto, s čimer razpolaga. Se pravi, v takih primerih pride v upoštev, če čisto vse ostalo odpove, je bil tudi ta mehanizem. Konkretnega primera pa sem že prej pojasnila, zaradi davčne tajnosti ne morem komentirati, ampak so še neki vzvodi, kjer se nek del v bistvu denarja, saj kot dohodek, v bistvu pobere. Kot sem rekla, ugotavljanje premoženja po davčni zakonodaji 68. člen, ki je sicer predmet ustavne presoje, ampak obdavčitev 70%. Super. Žal zaradi časovne stiske ne bomo odpirali drugih vprašanj. Jaz bi se gostom še enkrat najlepše zahvalil za udeležbo na današnjem panelu in še veliko sreče naprej v prihodnje. Hvala tudi poslušalcem in navzočim. Srečno.